Sezona je bila tako, kot se mi zdi, po vseh turističnih krajih v naši državi letos res rekordna. Res smo veseli, nismo pričakovali tako lepih številk, če lahko tako rečem. In sicer smo v prvih 10 mesecih letos beležili okrog 240.000 nočitev, lani v celem letu 163.000, kar je res skokovit porast. Jaz pričakujem do konca leta, da bomo imeli skoraj 100.000 več nočitev kot lani, kar je za eno občino Radovljica res izjemen rezultat. Tudi število gostov se nam je povečalo, tako da je naša naloga, da res ohranimo turizem na tej ravni in se res za naše goste potrudimo. Na področju občine Radovljica je tudi kamp Šobac, ki je imel letos dober obisk. Ja, res je, kamp Šobac oziroma kampi, če prištejemo še kamp Radovljica, so za nas zelo pomemben nastanitveni obrat, saj ustvarijo skoraj 60% vseh nočitev v naši občini in tudi letos so imeli zelo odličen obisk. S čim ste pripeljali toliko gostov v občino Radovljica, ker občina Radovljica letos slovi tudi po številnih priznanjih? Ja, res je. V bistvu se mi zdi, da je nekako Sloveniji naklonjena situacija, svetovna kot je. To je en razlog. Drug razlog pa se mi zdi, da je najbrž tudi ta promocija, ki jo sama država usmerila v promocijo turizma in sigurno se to pozna in mogoče je vse skupaj nek skupek vseh teh dejavnikov vplivalo na to, da imamo res tako odlične rezultate. In seveda se to ne pozna samo v načeloma bolj razvitih turističnih občinah, ta učinek je potem tudi v teh manjših krajih in se mi zdi, da prav ta porast gostov pomaga še posebej majhnim krajem, da jih turisti začnejo obiskovati, raziskovati, da ne vlečejo samo turistični centri, ampak tudi drugi kraji. Kakšna pa je bila struktura gostov v letošnji turistični sezoni pri vas? Struktura gostov načeloma na prvih 3 mestih ostaja enako. Še vedno so na prvem mestu gostje iz Beneluxa, torej iz Nizozemske največ, potem na drugem mestu so gostje iz Nemčije, na tretjem gostje iz Italije, potem pa se zelo spreminjajo struktura gostov. V bistvu bi lahko rekli, da turizem je res globalen in res opažamo goste praktično iz celega sveta. Tako da to je sigurno razveseljujoč podatek, ampak se mi zdi, da seveda so evropske države za nas pomembne in tam tudi najbolj usmerjamo našo promocijo. Jaz moram najprej čestitati vsem turističnim delavcem, da so to rekordno sezono pravzaprav letos že pred 1. oktobrom realizirali, res povečali število nočitev iz 163.000 na 240.000, pa še nismo na koncu leta. Seveda z dobro organizacijo našega zavoda Turizem in kultura Radovljica in pa seveda z vsakim posameznikom, ki se je vključil pač v oddajo teh nastanitvenih kapacitet, smo to dosegli. In glede na laskava priznanja, ki smo jih dobili v letošnjem letu, torej najbolj prijazna občina tujim turistom, potem tudi najbolj prijazna občina planetu Zemlja in na koncu pred 14 dnevi smo dobili res laskavo priznanje od Lonely Planet, da smo zelo zaželjena destinacija v letu 2018, kar nas pa izjemno veseli in pričakujem, da bodo rezultati drugo leto še boljši.